Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je prav posebna pravljica in to ne katerakoli. Spoznali bomo nadaljevanje vsem poznane pravljice o Pepelki. Pepelka je prišla na prinčev dvor precej neurejena, raztresena, neolikana in včasih tudi malce preglasna. Ampak Pepelki je pri učenju kraljevskega bontona pomagal čisto pravi zmajček. In čeprav se sliši nenavadno, bomo vsi skupaj odkrili, da je bonton v resnici čisto zabavna stvar. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Postani olikan kot zmaj. Princ je Pepelki na nogo nataknil čeveljček in videl, da se ji prilega kot ulit. Hura, hura! Našel sem nevesto, svojo pravo izvoljenko. Se je veselil mladenič, skupaj z njim pa tudi Pepelka. Le kako se ne bi. Končno bo lahko zapustila mačeho in zlobni polsestri ter zaživela na novo. Toda najprej jo čaka zanimiva preizkušnja. Mati mladega princa, kraljica dežele, je namreč sklenila, da bo Pepelko povabila na grad in preverila, kakšne so njene manire. Žena bodočega kralja mora biti lepo vzgojena, sicer s poroko ne bo nič. A zapletlo se je že z njenim prihodom na dvor. Uboga Pepelka je prišla tako neurejena, da je prinčevo mamo od groze skoraj pobralo. Kaj pa vas, otroci? Nekaj bo treba ukreniti, Pepelka, jo je okaral princ. Mar ne veš, da moramo biti umiti in urejeni, kadar pridemo med ljudi? Da si moramo počesati lase, odstraniti umazanijo izpod nohtov in si umiti zobe? Le kaj bova zdaj? Brž v kopalnico, dekle. V roke te bo vzel kar kraljičin zmaj. Čistoča pa ni le stvar telesa. Snažna morajo biti tudi tvoje oblačila. Od umazanih, prepotenih in zmečkanih cunj se lahko kar posloviš. Sveže mora biti tudi tvoje spodnje perilo, zato si ga moraš menjati vsak dan. In ne pozabi, da so merila urejenosti tudi svetleči, zloščeni čevlji. Umita in urejena se je Pepelka znova predstavila kraljici. Ta se je tokrat nasmehnila. Morala je priznati, da ima njen sin odličen okus. Pepelka je bila prava lepotica. In ker je ura ravno odbila poldan, jo je vladarica povabila, naj se ji pridruži pri slavnostnem kosilu. Dekle mora na vsezadnje opraviti še kakšen preizkus in morda se bo izkazalo prav svojo olikanostjo za mizo. A to so bile le kraljičine pobožne želje. Pepelka se je lotila hrane s takšnim navdušenjem, da so koščki izbranih dobrot leteli vse povsod. In ko je enkrat končala, je dodobra polizala še svoj krožnik, tako da ga dvornemu pomivalcu posode sploh ni bilo treba pomiti. Kraljica, ki tega ni mogla več prenašati, je vstala in kar sredi pojedine odšla od mize. Pepelka, če sem se tega lahko naučil jaz, se boš tudi ti, je oznanil zmaj in odhitel k dekletu. Pozorno poslušaj, na vrsti je namreč učna ura, namenjena spoznavanju jedilnega pribora. Kdo bi si mislil, da so kraljeve pojedine lahko tako utrujajoče? Po naporni učni uri o jedilnem priboru
je Pepelka utrujeno zavzdihnila. Od vseh tistih žlic, vilic, takšnih in drugačnih nožev ter desertnih žličk je v glavi brnelo kot v panju in imela je vsega dovolj. Ven moram. Nadihati se moram svežega zraka, je pomislila in se skobacala s stola. O, ne, Pepelka, nisva še končala, je rekel zmaj in posedel izmučeno dekle nazaj k mizi. Čaka naj še učna ura v prtičkih in še nekaj drugih zanimivosti. Zdaj, ko se je Pepelka naučila lepega vedenja za mizo, je kraljica sklenila, da dekle predstavi svojim prijateljem in ugotovi, kaj si mislijo o njej. Ker so živeli na drugi strani mesta, sta s Pepelko morali le še ugotoviti, kako priti tja. S kraljevo kočijo zagotovo ne, saj je imela polomljena kolesa. Že zdavnaj bi jo morali poslati v popravilo, je zamrmrala kraljica, ko sta vstopali na natrpan avtobus. Vožnja bi bila udobnejša in kar je še pomembnejše, ne bi mi bilo treba gledati takšne polomije. Resno? Kaj je zdaj tole? Zmaj, povleci Pepelko za krilo, da se bo nehala prerivati. Mar ne ve, da mora počakati, da ljudje najprej stopijo? Daj no, Pepelka, pokaži vsaj malo obzirnosti, sicer te princ ne bo hotel za ženo, si je mislil Zmaj, ko je deklico prijel za krilo in jo povlekel od vrat. Ko vstopaš na mestni avtobus, si poti do praznega sedeža ne smeš utreti s silo. Počakaj pri vratih, dokler ne izstopi še zadnji potnik. Šele na to lahko vstopiš, ampak brez prerivanja ali prehitevanja drugih v vrsti. In če ti uspe najti prazen sedež, ga vljudno odstopi, če vstopi starejša oseba ali nosečnica. Kraljica in Pepelka sta uspešno prispeli na drugo stran mesta in se ustavili pred hišo, kjer so živeli kraljičini prijatelji. Pepelka je urejena, počesana in lepo oblečena, poleg tega pa se zna tudi primerno vesti za mizo. Menda ga ne bo spet kaj polomila, je pomislila kraljica, ko se je s Pepelko in Zmajčkom za petami odpravila proti vratom. Še malo in vsi se bodo lahko posedli. Z malo sreče se bo vse dobro izteklo. No, kaj pa je zdaj to? Pepelka je stekla mimo kraljice in svojo glavo planila na hodnik. Kot da ne bi vedela, da prvi vstopajo odrasli, zlasti če v družbi uživajo večji ugled. Ojoj. Zagata pa taka. Pepelki se niti sanjalo ni, kdo mora pozdraviti prvi in kako se rokovati. In tako je moral Zmaj spet vse pojasniti, kajti kraljica je od samega šoka kar omedlela. Mera je bila polna. Podrejeni prvi pozdravi nadrejenega, mlajši prvi pozdravijo starejše in moški prvi pozdravijo ženske. Če nisi prepričana, ali je družbeni položaj osebe, s katero prideš v stik, višji od tvojega, jo pozdravi prva. S tem ne bo nič narobe. Pepelka je po Zmajevi zaslugi preživela obisk in čeprav se je sprva zdelo, da se bo usmešila, se je izkazala za prav lepo vzgojeno mlado damo. Kraljica si je zadovoljno mela roke. Njen sin je vendarle dobro izbral. Dekle je res da odraščala v revščini, a bilo je prikupno, prijetno in bistre glave, pa tudi oglajeno kot prava princesa, ki so jo lepih manir učili že od rojstva naprej. Kljub vsemu pa bi se lahko še naučila, kako se vesti, kadar je nekdo prehlajen. Kihati drugim v obraz
se res ne spodobi. Preden kihneš ali zakašlješ, si moraš usta pokriti z robčkom. Če ga nimaš, lahko kihneš ali zakašljaš tudi v zgornji del rokava. Ali pa se vsaj diskretno obrni stran. Umazanih robčkov ne smeš hraniti v žepu ali jih puščati naokrog. Če uporabljaš robček iz blaga, pa poskrbi, da je vedno čist, je zmaj pojasnil Pepelki. Bi rada pljunila, ker imaš v ustih neprijeten okus? Pozabi na to. To je zelo grda navada in tega res ne smemo početi. Se moraš popraskati, ker te srbi nos ali uho? Ne. V omikani družbi tudi to ne pride v poštev. Zapomni si, da robčka pred uporabo ne smeš stresati, kaj šele mahati z njim pred drugimi. In kam ga moraš spraviti? Zmečkan robček zagotovo ne sodi v žep. Iz boklina na tvojih oblačilih bo videti vse prej kot lepo. Ženske ga lahko skrijejo svoje torbice, moški pa ga lahko prepognejo in pa spravijo v hlačni žep. Ubogi zmaj se je pošteno namučil, ko je Pepelko učil lepih manir. A njegov trud še zdaleč ni bil zaman. Dekle je zdaj vedelo, kako se mora vesti za mizo ali na obisku, in kar je še najpomembneje, zmaj bo odslej mirno spal, vedoč, da Pepelka zna tudi pravilno vstopati na avtobus. Zadovoljna je bila tudi kraljica, zato je princu in njegovi izbranki dala svoj blagoslov. Mladi par se bo tako danes zaobljubil na poročni slovesnosti, kakršne v kraljestvu še ni bilo. A ne skrbite, otroci, nihče se ne bo dolgočasil. Bodoča tašča je namreč sklenila, da bo vzdušje tokrat bolj sproščeno. Kajti, če drugega ne, se je od Pepelke naučila vsaj to, da je pravila na dvoru včasih treba tudi malce prikrojiti. Na slavje ste tako vabljeni vsi. In kaj bi za konec rekla Pepelka? Učenje lepega vedenja, ki pritiče pravi princesi, je bilo naporno, a tudi zabavno. Sploh, če imaš tako prijaznega učitelja, kot je zmajček. Ja. Kako zabavna šola Bontuna. Pepelka je hitro ugotovila, da za lepe besede, pozdrave in pravo uporabo pribora ne potrebuje čarobnih mišk, ampak le voljo, pomoč prijateljev in vajo. In kaj je najlepše? Da sta se na koncu tudi zmajček in stroga kraljica od Pepelke naučila nekaj pomembnega. Kako ohraniti igrivost, tudi ko si popolnoma olikan. V slikanici pa vas čaka še veliko uporabnih olikanih nasvetov. Otroci, lepo vedenje ter spoštljiv odnos nas naredijo res čudovite. V mojem knjižnem kotičku pa si lahko ogledate še mnogo pravljic o princih, princesah, kraljevičih, kraljičnah, pa tudi o zmajih. Lepo se imejte in ne pozabite, olika je znak prijaznosti, pozornosti in dobrega srca. Pošiljam vam olikan pozdravček. Čau, čau. Bravo, zmajček. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Ajdi, ki je 6. januarja leta 2026 praznovala svoj 5. rojstni dan. Ajda, vse najboljše in najlepše. Prav tako pa ti želim veliko smeha, radovednih korakov in pravljic, ki naj te vedno znova in znova popeljejo v čarobni svet. Naj bo vsak tvoj dan vsaj malce čaroben. Tokrat bomo prisluhnili zabavni in poučni pravljici o prijateljstvu, potrpežljivosti
in deljenju. Namreč zmaj in njegov prijatelj sta našla zelo zanimivo knjigo. Težava pa je nastala, saj bi točno to knjigo radi brali vsi, in to istočasno. A knjiga je bila žal samo ena. Le kako so se uspeli dogovoriti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za slavljenko Ajdo z naslovom Deliti je lepo, zmaj. Kaj misliš, kam neki je šel danes zmaj s tako čudovito torbo? Zanima me, ali nam bo dovolil pokukati vanjo. Polna je knjig. Zmaj pogosto zahaja v knjižnico. To je zagotovo njegov najljubši kraj na tem svetu. Te knjige bo vrnil in jih zamenjal za zgodbo, ta hip zelo priljubljeno po vsem svetu. Ali mu lahko pomagaš odpreti vrata v knjižnico? Seveda. Vračanje knjig po drseči cevi knjigomata je tako zabavno. Zmaj pomaha in zašepeta adijo vsaki knjigi posebej, preden jo spusti po ogromni cevi, kjer mu izgine izpred oči. Tudi ti lahko pospremiš knjigo s pritajenim glasom, s kakršnim govorimo v knjižnicah. Ui, papa! Zmaj hiti naravnost do najljubše knjižne police. Tiste s knjigami o mačkah. Toda počakaj! Njegove najljubše zgodbe ni na polici. Vse kaže, da bo treba zmaja v tolažbo potrepljati po rami. O, poglej! Prihaja vitez železni. Morda bo razveselil zmaja. Zanima me, katere knjige ima vitez železni v svoji knjižni torbi. Zvezdnati vitezi. Ne zbudi vitezov. Sovji vitez. Na viteškem vrtu. In katera je ta zadnja? Zdi se kot knjiga o mačkah. Mjau. Zmaj, kaj počneš? Vitezu železnemu ne moreš kar tako potegniti knjige iz rok, tudi če je tvoja najljubša zgodba. Vitez železni pravi, da je to tudi njegova najljubša zgodba in takoj vzame knjigo nazaj. Prvi sem jo imel. Zmaj je videti tako žalosten. Ali si že kdaj videl koga tako razočaranega? Pobožaj zmaja po hrbtu. Zmaj bo danes moral izbrati drugo knjigo. Oglej si vse knjige na policah. Ali mu boš pomagal izbrati? Prijateljstvo, poezija, pravljice, nori gradovi, zmaj detektiv, atlas, miš v vesolju. Katero knjigo misliš, da bo izbral zmaj? Izbral je dve. Zmaj na vozu in viteška kuhinja. Kadar si zmaj izposodi knjige v knjižnici, z njimi najraje pohiti do parka, kjer po tleh razgrne odejo in jih začne brati. Poglej, kdo je tudi tam. Vitez železni. Ali lahko gledaš od strani, ne da bi obrnil glavo, tako kot zmaj? Moja je, zakriči vitez železni, ko zmaj seže po knjigi.
Ne morem več gledati. Lahko ti? Knjige niso narejene za igranje vlečenja vrvi. O, ne. Knjiga poleti, plapola, lebdi, frfota in izgine. Zmaj bo zdaj res pogrešal branje svoje najljubše zgodbe. Če bi le počakal, da bi prišel na vrsto. Kam je šla knjiga? Ali jo kje vidiš? Princesa ne more verjeti, kakšno srečo ima. Obožuje zgodbe o mačkah in ena je pravkar pristala pred njo. Obrne stran in začne glasno brati. Nekateri pravijo, da se moja mačka Mili grdo obnaša. Princ se usede zraven nje in posluša zgodbo. Prihaja vse več prijateljev. Potem se jim pridružita še zmaj in vitez železni, ki iščeta knjigo. In kaj meniš, da reče vitez železni? Moja je! Ali lahko preberem knjigo do konca? Potem ti jo takoj vrnem. Prosi princesa in potem naprej bere. Vitez železni s pogledom ušvrkne vse, ki poslušajo zgodbo iz njegove knjige. Če bi lahko bruhal ogenj, bi to tisti hip tudi storil. Toda ko stoji tam, nekajkrat globoko zajame sapo in opazuje svoje prijatelje, kako uživajo v poslušanju zgodbe in delijo knjigo med seboj. Srce viteza železnega začuti nekaj posebnega. Srečo. Tudi zmaj je srečen. Konec, reče princesa, ko obrne zadnji list. Princesa vrne knjigo vitezu železnemu, tako kot je obljubila. Kot kaže, je najina najljubša knjiga vseh nas. Z nasmehom reče vitez železni. Izvoli, zmaj, zdaj si ti na vrsti. Toda zmaj zmaje z glavo in jo potisne nazaj v roke vitezu železnemu. Vitez železni je prvi imel knjigo. Zmaj bo počakal, da bo prišel na vrsto. Konec koncev, če počakamo, da pridemo na vrsto in delimo stvari z drugimi, pokažemo, da nam je mar zanje. Ja, in še res je. Kako prikupna, predvsem pa pomembna zgodba. Namreč zmaj in njegovi prijatelji so nas opomnili, da deljenje ni vedno najlažje, a je skoraj vedno tista prava pot. In ko znamo potrpežljivo čakati in prisluhniti drug drugemu, postane skupno doživetje še toliko lepše. Ajda, naj bo prav vsak dan vedno poln svetlih misli in lepih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Barba papa, srečna družina, zgodba o deljenju. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Ajdi, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, pa sta se le uspela dogovoriti. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se spomnite pogumnega ter vztrajnega zmajčka po imenu Iglek, ki se je zaradi svoje bodeče iglice na repu umaknil v samoto. A kot veste, mu je uspelo najti rešitev. Znova se je vrnil k svojim prijateljem in ponovno so uživali v novih dogodivščinah.
V tokratni zgodbi pa bomo spremljali Igleka ter njegove prijatelje pri njihovih prvih korakih v šoli. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo drugemu delu iz zbirke slikanic Iglek, ki je nastal izpod peresa čudovite slovenske pisateljice Lucije Matić z naslovom Iglek v šoli. Zmajček Iglek se je ves vesel odpravil proti domu. Vso pot je hitel in komaj čakal, da pride domov. A ne samo zato, da bi pokazal novost, ščit za ostro iglico na repu. Zaradi ščita se bo spet lahko igral s prijatelji in nič več ne bo žalosten. Mudilo se mu je tudi zato, da očka in mamice ne bi skrbelo zanj, ker je bil celo noč z doma, pa še med nevihto. Zmajčki namreč niso imeli interneta in telefonov. Nikakor niso mogli sporočiti staršem, kje so in kaj počnejo. Če niso dobro pazili nase, se jim je kaj hitro lahko zgodilo, da so se izgubili, da jih je pojedel dinozaver, da so si kaj zlomili in podobne nesreče, ki so se lahko pripetile nepazljivemu zmajčku. Ko se je Iglek pojavil pred domačo votlino, saj veste otroci, da so zmaji živeli v votlinah. Kaj mislite, kako je bil videti zmajski dom? No, res je bilo to, da so zmaji radi živeli visoko v gorah. Tam, kjer je bilo drevje tik pod skalovjem. Radi so imeli gore, ker so lahko prosto letali med njimi, lovili hrano, se skrivali in živeli v miru pred drugimi živalmi. Njihove votline so bile prostorne, suhe in tople. Nudile so jim zavetje pred nevihtami, močnim soncem in dinozavri. Ko se je Iglek končno pojavil pred domačo votlino, so se ga vsi zelo razveselili. Opazili so, da ima na repu nekaj novega. Ampak najprej so ga presrečni objeli, saj so videli, da mu ni nič hudega. Pojasnil je staršema, da je bil celo noč na varnem pri botri želvi in da mu je ona pomagala najti rešitev za njegovo težavo. Povedal jim je, da bo od tedaj naprej spet vse tako, kot je bilo prej. Lahko se bo igral in se brez strahu veselil s prijatelji. S tem ščitom ne bo nikogar več poškodoval. Veselje je preplavilo tudi mamo zmajevko in očka zmaja. Komaj je Iglek pojedel kosilo, že so se v votlino zganili vsi njegovi prijatelji in ga vse povprek spraševali, kje je bil, kaj se mu je zgodilo, ali se gre lahko igrati z njimi in podobne reči. Tudi oni so ga bili zelo veseli. Očka zmaj je predlagal, da bi ljubje zvezali še s travnimi bilkami, da bi močneje držalo, nato pa naj gredo vsi skupaj že enkrat ven, saj so prehrupni in predivji. Ko so zunaj utrdili ljubje z močnimi travami, so se prijatelji odpravili na bližnji travnik, da bi se igrali. Veselo so poskakovali, se lovili in se smejali. Bilo jim je lepo, kot že dolgo ne. Iglek je bil spet prav tak, kot je bil včasih. Najbolj nasmejan, najbolj vesel in vedno pripravljen na igro. Nič več se ni bilo nikomur treba bati bolečin, saj je bila Iglekova budica varno spravljena pod ščitom iz ljubja in trav. Sredi najlepše igre jih je nepričakovano zmotil velik zmaj in jim naročil, naj se vsi skupaj zberejo in pripravijo, kajti prav tedaj se je začela šola. Da, otroci, prav ste slišali. Tudi zmaji so hodili v šolo. In to ne šele pri 6 letih kot človeški otroci. Kaj mislite, otroci? Kaj so se zmajčki učili v zmajski šoli? Res je to, da so se zmaji v zmajski šoli učili brusiti kremplje, ostriti zobe, močno ugrizniti, leteti, iskati hrano in izgubljene prijatelje
ter bruhati ogenj. Da, bruhati ogenj. Vsak zmaj se je moral vseh teh reči naučiti, saj jih ni znal že takoj ob rojstvu. Naučiti se je moral tudi rjoveti, pomagati poškodovanemu zmaju in ga pospremiti domov, pospraviti za sabo in peti zmajske pesmi. Kdo pa je zmajčke učil vse te reči? Zmajski učitelj, seveda. Učitelj zmajev je bil zelo zabaven in tudi zelo vztrajen. Če se kateremu zmajčku ni dalo učiti in se namesto tega raje igral, mu je to dovolil. Toda zmajček ni smel prej domov, dokler se ni naučil vsega, kar je učitelj za tisti dan načrtoval. Tako so se vsi zmajčki raje najprej naučili, kar si je učitelj zamislil, šele potem so se igrali naprej. Tistega dne so se učili brušenja krempljev in ostrenja zob. Učitelj je vprašal zmajčke, če morda že vedo, kako se to počne. Zmajčki so hiteli razlagati, kako si njihovi očki in mamice brusijo kremplje na skalah, na drevesih, na kosteh umrlih živali in podobno. Učitelj jih je pohvalil, kako dobro opazujejo odrasle. Dejal jim je, da jim bo brušenje krempljev in ostrenje zob najprej pokazal sam, nato pa bodo vsi skupaj še vadili, dokler bo treba. Zmajčki so komaj čakali, da se odpravijo k skalam. Med hojo so nabirali maline, jagode in borovnice. Celo pot so se sladkali z njimi. Ko so prišli do skalovja, so se posedli v krog, učitelj pa jim je pokazal, kako naj si brusijo kremplje in kako morajo paziti, da si kremplja ne zlomijo. Zmajčki so ga najprej pozorno opazovali, nato pa brž poskusili še sami. Sprva jih je malo zaskelelo, saj kremplji pri majhnih zmajih še niso tako trdi kot pri odraslih. Nekaj zmajčkov pa je bilo tudi nerodnih in so se opraskali na ostri skali. Toda učitelj zaradi tega ni prekinil pouka, temveč je zmajčkom pokazal, kako si rano izmijejo v bližnjem potoku in nato pritisnejo nanjo, da se kri zaustavi. Potem so še previdneje vadili. Nazadnje je bilo na vrsti ostrenje zob. Kaj mislite, otroci? Kako si zmaji ostrijo zobe? Res je. Tako, da grizejo kosti in žvečijo les. Tako si zmajčki zobe ostrijo, pa tudi umivajo. Zmaji seveda niso imeli zobnih ščetk in paste. Zato so si poiskali dišečo zelično vejico, ter jo grizljali in žvečili. Vejica jim je dobro očistila zobne obloge, pa še sapa jim je dišala po zeliščih. Zmaji so zato seveda imeli zdrave zobe in lep nasmeh. A samo za tiste, ki se jih niso bali. Če je namreč zmaj kdaj pokazal svoje zobe, so se živali raje razbežale, saj so mislile, da jih hoče pojesti. Zmajčki so si že želeli, da bi jim učitelj pokazal, kako uloviti zajce, veverice in miši, kako bruhati ogenj in rjoveti. Toda učitelj je rekel, da to pride na vrsto drugič. Naročil jim je, naj še naprej vadijo brušenje, nato pa se lahko igrajo in raziskujejo gozd. Zmajčki so bili tako kot druge mlade živali takoj pripravljeni na skrivanje, pihanje listov, tacanje po lužah in podobne zabavne reči. Iglek je zelo rad hodil v šolo. Rad se je učil. Bil je dober in hiter pri učenju, zato je lahko pomagal tudi drugim zmajčkom. Kaj mislite, otroci, da se je Iglek najraje učil? No, res je to, da se je Iglek najraje učil iskati. Najraje je iskal zelišča, kamne in živali. Rad je prinašal svoje odkritja prijateljem in učitelju ter poslušal, zakaj je kakšna stvar pomembna, kaj lahko z njo počnejo in kako jo lahko koristno uporabijo. Tako so zmajčki počasi spoznali zdravilna zelišča za bolečine v trebuhu, ustavljanje krvavitev in preprečevanje vnetij. Naučili so se poiskati bivališča živali ter rastišča hranilnih in zdravilnih rastlin.
Naučili so se, kako skrbeti za najdišča hrane, da jih ne bi opustošili. Veste, otroci, zmaji so bili odvisni od narave. Če bi kakšno rastlino preveč objedli, je naslednje leto ne bi bilo več. In potem bi vsi trpeli pomanjkanje. Vedno so pazili, da niso utrgali vseh rastlin s koreninami vred ali da niso ujeli mladih živali, ki so še hranile svoje mladiče. Pazili so, da so počistili za seboj in varovali okolje. Naučili so se tudi, da mora iti kakati in ulat stran od hrane in vode. Naučili so se, kako se mora zmaj okopati, da ne smrdi. Kako naj si poliže kožo med prsti, da je čist. To so vsi zelo radi počeli, ker jih je med lizanjem svojih tac prijetno žgečkalo. In včasih so se lizali med prsti tudi med tem, ko jim je učitelj kaj razlagal. Zmajčki so ugotovili, da je šola zelo zabavna. Tudi učitelj jih je pohvalil, saj je bil zadovoljen z njimi. Vsak dan so se kaj novega naučili. Včasih sploh niso vedeli, da so v šoli, ker so se učili kar med igro. Če kdo česa ni razumel, so mu ostali brž priskočili na pomoč in mu še enkrat pokazali ali razložili, dokler niso vsi znali vsega tako, kot je bilo treba. Bravo. Zelo zanimiva ter predvsem poučna zgodba. In tudi tokrat je pisateljica poskrbela, da ste med poslušanjem zgodbe lahko sodelovali tudi vi. Prav tako pa vas znova vabim, da tudi vi na spletni strani objavite svoje misli ali ilustracije Igleka. Odlična ideja, kaj ne? Vse pohvale pa tudi Igleku ter njegovim prijateljem za aktivno sodelovanje v zmajski šoli. Dobrosrčni zmajček Iglek pa vas lahko popelje kar skozi 11 zelo zanimivih zgodb, polnih novih dogodivščin. Otroci, verjamem, da so tudi vaši šolski dnevi zelo zanimivi in polni novih znanj kot v zmajski šoli. Lepo se imejte, uživajte ter se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kako zelo zanimivo. Bravo, Iglek. Super si. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na današnji s soncem obsijan dan sem izbrala prav posebno lokacijo. In sicer smo se odločili, da odidemo v Ljubljano, v naše glavno mesto. In tako sem izbrala Robov vodnjak, ki se nahaja tik ob mestni hiši, kjer uraduje župan. Mogoče ne ta župan, eden izmed prejšnjih županov, pa je ponudil službo enemu zmajčku. A veste kateremu? Ja, tukajle se skriva Zmaju Direndaju. Torej, današnja pravljica, ki jo bom prebrala za vas, je pravljica z naslovom Zmaj Direndaj. Pravljico je napisal Kaje Tanković, za ilustracije pa je poskrbela Jelka Reichman. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Nekoč je živel zmaj. Pravzaprav ni bil zmaj, ampak zmajček. Imel je debele oči, zmajski rivček, šilasta ušesa in dolg rep, ki je bil tudi zašiljen. Potepal se je po mestu in po deželi in je bil nasploh zelo radoveden. Še posebej rad pa je imel zmešnjave. Zato so ga klicali Zmaj Direndaj. Če je srečal kakšnega kosmatega mačka ali kakšno drugo žival, je takoj rekel: prosim vas. To ni pomenilo, da ga v resnici za kaj prosi. Slišalo se je tako, kot bi hotel reči: kaj pa vi tukaj? Ali kaj pa si mislite? Ali kako si upate biti na svetu? Ali kratko malo, zakaj tudi vi niste zmaj? Mački se za takšna vprašanja niso menili in so šli svojo pot. Zmaj Direndaj pa je znal prosim vas povedati tudi po francosko. Malo je ponosljal in malo pogrknil in je rekel: Je vous en prie. In zato so ga hodili gledati mnogi tujci, ki so obiskali zmajsko mesto.
Nosili so mu lizike in so se hoteli z njim pogovarjati. Ampak zmajček ni znal nobene druge francoske besede. Tujce je samo debelo gledal, lizal lizike in včasih rekel Je vous en prie? In tako so se tujci odpravili naprej, zmajček pa je preštel lizike, si jih nekaj spravil za slabe čase in se šel potepati po mestu. Toda celo življenje ni mogel lizati lizik. Zmajček je odrasel in v mestu so dobili novega župana. Ta je rekel, da zmaji niso na svetu zato, da bi nagovarjali mačke in tujce, ampak da morajo tudi delati in je dal vse brezposelne zmaje poloviti. In tako so v županovo pisarno pripeljali tudi zmaja Direndaja. Od jeze je pihal kot 3 zelo hudi angorski mački. Na pol užaljeno, na pol ujezno pa je rekel: Prosim vas. To naj bi pomenilo, kdo pa sploh ste vi? Ali kaj vam pride na pamet? Ali celo 300 zelenih zmajev? Župan pa je le zamahnil z roko in rekel: Nič ni treba prositi, postal boš stražnik na mostu. In tako je zmaj Direndaj dobil službo. Sprva mu je bilo kar všeč. Na mostu so razen njega čepeli še 3 zmaji. Eden od njih je bil njegov bratranec in tudi druga 2 sta bila prijazna. Mimo njih so hodili na bližnji trg zmaji in zmajklje. In ko je zmaj Direndaj nekoč požvižgal pri kupni zmajčici, mu je njena mama pripeljala eno okrog krivca. In potem nekaj dni ni mogel žvižgati. Zato je odtlej raje gledal po reki in čakal, kdaj bo priplavala pisana ladja. Ko je bil še majhen, mu je mama za uspavanko govorila: Po vodi plava, ena ladja pisana. Zdaj pa ladje ni bilo od nikoder, ne pisane, ne bele. Zato je povprašal bratranca, kako je tukaj z mornarico. Ta pa je rekel: Tu se vozijo samo podmornice. To pa je res dolg čas, je rekel zmaj Direndaj. Potem je sklenil, da bo svojim otrokom, če jih bo kdaj imel, pel drugačno uspavanko. Pod vodo plava, ena plava podmornica. In ker podmornic ni mogel videti, si je spet začel gledovati mimoidoče zmaje. Bili so debeli in suhi, lepi in grdi, majhni in veliki. Mnoge zmajklje so imele po 2 podbradka. Zmajčice pa so se valile čez most kot frnikole. Vsak dan je videl iste obraze in čez mesec dni jih je znal že na pamet. In začel se je dolgočasiti. Pomišljal je, kako bi si življenje malo po Direndaju. In nekega jutra se je prebudil zelo dobre volje. Sanjalo se mu je, da je bil na tekmovanju sladkosnedih zmajev. Dobil je prvo nagrado, ker je v 1 uri pojedel eno večjo in 2 manjši tovarni čokolade. Zato je v kopalnici tako čofotal in škropil, da bilo kmalu več vode na tleh, kakor v banji. Potem je začel žvižgati in nazadnje je rekel: Ne grem v službo. In ko je zaslišal te besede, se je malo začudil. Pogledal je po sobi, če ni še kje kakšen zmaj, ki pravi, da ne gre v službo. Toda nobenega ni bilo ne levo, ne desno, ne pod posteljo in ne v omari. Zmaj Direndaj se je malo popraskal po debelem tilniku in rekel: Prosim vas. To naj bi pomenilo: Torej sem jaz tisti, ki ne grem v službo. To ga je zelo razveselilo. Zaklenil je vežna vrata in odšel proti mestu. Stražnemu mostu je oddaleč pokazal osle in zavil proti trgu. Ker se mu je sanjalo v čokoladi, je bil že na vse zgodaj lačen. Hodil je med stojnicami in cedil sline. Potem si je kupil lubenico. Bila je velika kot hlebec. Stisnil je pod pazduho in korakal mimo tržnic ob reki. Mislil je, kako lepo bi bilo, če bi imel 7 glav kakor zmaji v starih pravljicah. Zadovoljno si je zabrundal. 7 glav in vsaka hrusta, kar ji pade v lačna usta. Medtem je po drugi strani reke stopal žalostni Berni in ni bil čisto nič dobre volje. Tega je bil kriv zmajski župan, ki je zjutraj obiskal gasilce in si ogledal novo šolo. Ko je korakal čez stražni most, se mu je zazdelo, da je nekaj narobe. Najprej je pomislil, da most visi. Potem pa je začel šteti zmaje. Na
Naj je štel od spredaj ali od zadaj, od leve ali od desne, zmeraj je naštel samo 3. Kako torej, je rekel jezno, se že spet potepajo. Tako je dal poklicati žalostnega Bernija. Žalostni Berni pa je bil bernardinec in glavni stražnik v zmajskem mestu. Služil je že pod 7 župani. In ko je bil še mlad in postaven, so ga klicali Lepi Berni. Toda pod vsakim novim županom je postal malo manj lep in malo bolj otožen. In tako se ga je z leti prijelo ime Žalostni Berni. Zdaj je stal pred županom kot precej velik kup nesreče. Hotel je salutirati, pa se mu ni najbolj posrečilo. Kaj je s tabo? Je rekel župan. Si že na vse zgodaj pijan, kaj? Ne, je z vročo sapo odgovoril Berni. Na duha, na duha. To, kar prihaja od tebe, ni na duha, je rekel župan, ampak duh po rumu. Če si zares bolan, boš šel v zdravilišče. Ampak še prej boš poiskal zmaja Direndaja. Ga bom že naučil kozjih molitic, pa tudi tebe, če ga ne najdeš. Razumeš, kaj? Razumem, je rekel Berni skozi zobe. Potem je salutiral in odkorakal. Ni vedel, ali naj bo jezen, žalosten ali hud, kar ga je župan že na vse zgodaj tako okregal. Zato se je za prvim vogalom ustavil. In kot pravi bernardinec je nosil pod vratom na ovratnici pripet sodček ruma. Zdaj je iz njega pošteno potegnil. In po tem kravjem požirku se je odločil, da bo hud. Zapel si je pesmico. Zgodaj zjutraj pasje dlaka, Berni pes na lov koraka. Hudobelska, strašna laja, išče zmaja Direndaja. Seveda pa žalostni Berni sploh ni bil hud, ampak se je hudega samo delal. In ko je pretekel že 7 ulic, 2 podvoza in 4 trge, je nesrečnega zmaja zagledal na največjem mostu. Naslanjal se je na ograjo in jedel veliko rdečo lubenico. 100 mačkov, je rekel Berni. Tako torej, tukaj si. Prosim vas, je rekel zmaj Direndaj, tukaj sem. Zakaj pa nisi v službi? Je vprašal Berni uradno in ga s taco potrkal po trebuhu. Kar tako, je rekel zmaj Direndaj in pljunil peško čez ograjo. Kar tako, ga je oponašal Berni. Pa v reko pljuvaš tudi kar tako, a ne? Kje pa, je rekel zmaj Direndaj. Peške učim plavati. Ti bom že dal peške, je rekel Berni. Me veseli, je rekel zmaj Direndaj. Najrajši imam bučnice. 200 mačkov, se je zdaj razjezil Berni. Ti se kar norčuj, ampak jaz te bom odpeljal k županu. Odlično, je rekel zmaj Direndaj. Prav rad bi ga spet videl po dolgem času. Vrgel je olupek lubenice v reko in nato sta odkorakala proti županovi pisarni. Zmaj Direndaj spredaj, Berni pa za njim. Ko sta prišla mimo gostilne pri Zlati Puri, je zmaj Direndaj bil že spet lačen. Kaj, ko bi šla na malico, je rekel. Mrš naprej, je zarenčal Berni. Nekaj časa sta hodila molče, pred gostilno pri žejnem zmaju, pa je Direndaj spet poskusil. Kaj, ko bi šla na čaj? Naprej, je ukazal Berni. Iz tretje gostilne pa je zadišalo po klobasah. Pred vrati se je svetil napis Pri pasji radosti. Tokrat se Berni vabilu ni mogel upreti. Vstopila sta in sedla za veliko mizo. Berni si je naročil pasjo radost z gorčico, zmaj Direndaj pa 3 hrenovke. Ker so mu teknile, si je dal prinesti še 3 kranjske klobase. Potem pa je bil še bolj lačen. Tako je zahteval 4 naravne in 5 dunajskih zrezkov. Zraven je pospravil 6 škafov solate, 7 gajbic krompirja in 8 različnih prikuh, vmes pa je spil 9 litrov ribezovega soka. Berni pa je medtem komaj pojedel pasjo radost. Gledal je zmaja in od začudenja je imel oči velike kot mlinske kamne. Zmaj Direndaj pa je imel oči zmeraj manjše, zato pa trebuh napet kot vojaški boben. Vendar je za posladek pospravil še kolobar sira, čokoladno torto, orehovo potico, 12 palačink
in 3 prohorske omlete. Potem se je globoko vdahnil in rekel: prosim vas. In to naj bi pomenilo: zdaj sem pa za silo sit. Upam, je rekel Bernie. Plačala sta in se odzibala k vratom. Tam pa se je ustavilo. Zmaj direndaj je bil tako širok, da ni mogel skozi. Počakati morava, da se malica uleže, je rekel. Malica, je prestrašeno rekel Bernie. Vsak čas bo kosilo in potem bo že spet lačen in potem bo še slabše. Raje te bom potisnil. Bernie je napel vse moči in zmaja direndaja zagozdil med vrata, tako da ni mogel ne naprej in ne nazaj. Pritekel je gostilničar, pritekli so gostje, potiskali so in potiskali, a zaman. Gostilničar je zato poklical debelo Julo, kuharico, ki je spadala v težko kategorijo. Ta je širok in zamahom odrinila potiskače, se prijela z rokami za podboje in nastavila nogo na zmajev zadek. Potem pa je rekla: horuk! In porinila s tako silo, da je zmaj direndaj odletel čez strehe kot topovska krogla in je pristal šele v bližnji mestni okolici. Najprej se mu je v glavi tako vrtelo, da je namesto prosim vas rekel je vous en prie. Potem pa je videl, da ni padel med Francoze, ampak na travnik. Čisto blizu je tekel potok, malo naprej pa je bil gozd. Zmaju direndaju je kraj ugajal. Začel se je klatiti in potem se je klatil kar 3 dni. Jedel je koruzo in gobe ter spal prvi dan pod hrastom, drugi dan pod gabrom in tretji dan pod jelšo. Potem pa se je klatenja naveličal in se je vrnil v mesto. Tam se je medtem marsikaj zgodilo. Najprej je hotel žalostni Bernie zapreti debelo Julo. Ti si kriva, je strogo rekel in jo s taco potrkal po trebuhu, da je zmaj direndaj ušel. Debela Jula je Bernieja prijazno počohljala za ušesi. Poslušaj, Fifi, je rekla. Ali hočeš, da tudi iz tebe naredim leteči krožnik? Bernie tega ni maral in je užaljen odšel. In ko je bil zunaj, je postal zelo hud. Rekel je: 300 mačkov in Jula mula in še druge take stvari. Vendar ga nihče ni poslušal. Potem pa je odkorakal v svojo pisarno. Tam se je napil ruma in še isti dan razposlal tiralico za zmajem direndajem. Ko se je ta čez 3 dni vrnil v mesto, pa je na zidovih zagledal živobarvne plakate. Ustavil se je in bral: iščemo zmaj direndaja, ki županu nagaja, ki nič ne dela in samo je. Kdor ga vidi, najbrž pove. Za nagrado dobi zaboj s čokolado. Zmaj direndaj se je med branjem kar topil od zadovoljstva. 3krat zaporedoma je rekel: prosim vas, kar naj bi pomenilo prvič: to pa je res imenitno. Drugič: takšnega zmaja pa še ne. In tretjič, kratko malo: slava meni. Seveda se ni ustavil samo pri prvem, ampak tudi pri drugem in tretjem in 4. plakatu in je vsakega posebej prebral. Pri 5. pa je postal lačen, pri 6. pa mu je prišlo nekaj na misel in ko je bral še 7., je odločno odkorakal proti mestni hiši. Župan in žalostni Bernie sta sedela v pisarni in župan je ravno hotel prilepiti znamko na pismo. Poslinil jo je, a ko je pri vratih zagledal zmaja direndaja, je le malo manjkalo, da ji ni požal. Prosim vas, je rekel zmaj direndaj, prišel sem po čokolado. Bernie je skočil kviško in rekel: v imenu postave, mir, je zaklical župan in si pulil znamko z jezika. Pripeljal sem mene, je rekel zmaj direndaj, in bi rad nagrado. Nagrado? Je ponovil župan, ki si je končno odtrgal znamko z jezika in jo prilepil na pismo. Dobil jo boš. Samo drugačno. Pravi se ji kruh in voda in pogled skozi rešetke. Si že slišal za to, kaj? Ne vem, kaj imate v mislih, je rekel zmaj direndaj in napravil nedolžen obraz. Zakaj nisi na mostu? Je zagrmel župan. Na mostu je dolg čas, je rekel prijazno zmaj direndaj. Dolg čas, je rekel župan posmehljivo. A meni pa ni dolg čas, kaj? Nekaj je treba delati, ti bi pa samo jedel, kaj? Čokolado, je rekel zmaj direndaj. Joj,
je rekel župan in se prijel za glavo. Temu pa ni pomoči. Kaj naj napravim z njim? Dajte mu drugo službo, je predlagal Berni. Kakšno pa? Je rekel župan. Saj nič ne zna, zato smo ga dali za stražnika. Je sploh kdaj kaj delal? Lizal je lizike. Je to kakšno delo, kaj? Lahko pa lepi znamke, je rekel Berni. Znamke? Je ponovil župan in se podrgnil po jeziku, kot da bi tam še zmeraj imel znamko. Mogoče pa res? Meni vzame to preveč časa. On pa ima dolg, moker jezik. In tako je Zmaj Direndaj postal glavni znamkolepilec zmajevskega mesta. Pred magistratom si je postavil leseno hišico in v njej lepil znamke za župana in za vse druge, ki so to želeli. Da mu ni bilo dolgčas, je vsako 10. znamko prilepil na robe, vsako 100. pa požrl. Spet so ga hodili gledat tujci in Zmaj Direndaj je, če ni imel ravno znamke na jeziku, govoril: prosim vas in je vous en prie. Nosili so mu lizike, ki jih je lizal v prostem času. Včasih ga je obiskal tudi Berni, ki se je v zdravilišču iz žalostnega spremenil v veselega Bernija. Na njegovo pismo je Zmaj Direndaj prilepil najlepšo znamko. Potem pa sta skupaj odšla v gostilno pri Pasji radosti. Iz previdnosti in za vsak primer sta zmeraj sedela na vrtu. Ja, tale Zmaj Direndaj je bil pa kar posrečen, malo samovolen, a na koncu je le našel službo zase. Če vam je bila ta pravljica všeč, potem vam bodo zagotovo všeč še kakšne druge pravljice, ki že čakajo na vas na kanalu Moj knjižni kotiček. Lepo se imejte, otroci, uživajte, kmalu pa se zagotovo spet vidimo. En čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se še spomnite pogumnega ter vztrajnega zmajčka po imenu Iglek? V prvi zgodbi smo spoznali zmajčka z ostro iglo na repu, s katero je praskal in zbadal prijatelje. A na koncu je le našel odlično rešitev za ostro iglo in ponovno se je lahko veselil s svojimi prijatelji. V drugi zgodbi smo spoznali veselega in igrivega zmajčka Igleka, ki je obiskoval zmajsko šolo, v kateri so se zmajčki naučili izjemno uporabnih veščin, prilagojenih zmajem seveda. V današnjem tretjem nadaljevanju zgodbe pa bomo spoznali, da naš zmajček po imenu Iglek pridno raste, a z njim raste tudi njegova igla, zato mora znova poiskati nov ščit. Mu bo uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tretjemu delu zbirke slikanic Iglek, ki je nastal izpod peresa slovenske avtorice Lucije Matić z naslovom Iglek raste. Iglek je bil mlad in vesel zmajček. Rad je raziskoval, rad je hodil v zmajsko šolo. Rad se je igral s prijatelji. Toda ni minilo dolgo, ko je ugotovil, da ima novo težavo. Iglek je namreč rastel. In to naj bi bila težava, pravite. Res je, to ne bi smela biti težava, saj smo vendar vsi veseli, kadar smo zdravi in rastemo ter se pravilno razvijamo. Zakaj je to torej pri Igleku težava? Tako je. Zato, ker je skupaj z Iglekom rasla tudi njegova igla na repu. Postajala je večja in večja, njena konica pa vse bolj ostra in ostra. Ščit iz lubja je popuščal in ni več mogel varovati prijatelju pred njeno ostrino. Iglek je moral poiskati rešitev za svojo težavo, ali pa bo spet ostal brez igre s prijatelji, saj bi se ga ti zopet bali. Tuhtal je in tuhtal, kako bi našel rešitev. Gozd okoli njihove votline ni imel takega lubja, da bi ga lahko uporabil za ščit.
Bilo je pretanko in lomljivo. Iglek bo moral zopet na pot. Pojasnil je očko in mamici svojo težavo, nato pa se nekega jutra z malico v torbi odpravil iskat novo ljubje za svojo iglo. Dolgo je hodil in prispel do votline botre želve. Pozdravil jo je in ji povedal, zakaj je prišel. Ravno pravi čas si prišel, Iglek. Odpravljam se v gozd nabrat gobe in rastline, je rekla želva. Vzela je s seboj košarico, si jo oprtala na oklep in sta šla. Po poti je Iglek razlagal, kaj jih je učitelj naučil o tem in onem. Želva je kimala, zraven pa še kaj novega dodala. Tako se je Iglek naučil še novih stvari in se ob tem zelo zabaval. Njegova botra želva je bila namreč najpametnejša med živalmi daleč naokoli. Nista še hodila dolgo, ko sta prišla do čudovitega drevesa. Iglek je obstal in šepetaje vprašal. Botra, kaj pa je to? Kakšno drevo je to, da se blešči? Botra mu je začela razlagati o drevesu in njegovem pomenu, toda Iglek je bil preveč prevzet, da bi pozorno poslušal, kaj mu razlaga. Ko bi le lahko imel ljubje tega drevesa, si je mislil. Ko si je navdušeno ogledoval drevo, je videl, da se na enem delu ljubje lušči. Poskušal ga je odtrgati, toda ni šlo. Vlekel je in vlekel, a ni popustilo. Poškodovano ljubje se ni hotelo ločiti od debla, pa naj je še tako vztrajno poskušal. Grizel je in vlekel, pa še praskal z nabrušenimi kremplji. Toda nič. Želva je opazovala njegov trud in čakala, ali mu bo uspelo. Vedela je, da mu ne more pomagati, saj nobena žival nima nič ostrejšega, kot je zmajski zob ali zmajski krempelj. Če torej Igleku samemu ne bo uspelo, bo ves trud zaman. Saj veste, otroci, da zmaji niso uporabljali sekire, ne žage, ne pile, ne drugega orodja, s katerim bi z lahkoto odstranili ljubje. Pa ne samo to, z lahkoto bi posekali celo drevo in tudi cel gozd. Iglek je postajal utrujen in že mu je zmanjkovalo volje. Mislil je odnehati in se odpraviti iskat drugo ljubje, ko ga je botra želva vprašala. Iglek, kaj pa je najbolj ostro na tvojem telesu? Nabrušeni kremplji in ostri zobje. To je najostrejše na vsakem zmaju, je dejal. Da, na vsakem zmaju. Res, saj ti si čisto tak, kot vsak drugi zmaj, kaj ne, Iglek? Se je zamislila želva. No, tega ravno ne bi mogel reči, je pomislil Iglek, saj imam tisto presneto reč na repu, za katero moram zdaj skrbeti, namesto da bi se z drugimi igral. Ko je vsaj ne bi bilo. Če le ne bi bila tako ostra, da je prerezala čisto vse, česar se je dotaknila. Glej, še iz ščita je začela kukati. Ta presneta reč. Kaj mislite, otroci? Ali je imel Iglek še kaj bolj ostrega na telesu, kot so zmajski kremplji in zobje? Tako je. Imel je ostro iglo na repu. Toda žal se ni spomnil, da bi si pomagal z njo. Botra mu je obzirno namigovala,
On pa je na iglo gledal le kot na nadlogo. Na presneto reč, zaradi katere se ne more igrati. Tako je naskrivaj zopet ugriznil v konico, potem pa se skremžil od bolečin. Naj samo, da je ni mogel odstraniti iz repa, še v jezik se je urezal, ko je ugriznil vanjo. Ko vsaj ne bi bila tako ostra, ta presneta igla. Ostra? Kaj pa če... Vodva, kaj pa če je igla bolj ostra kot kremplje in zobje? Je stežka govoril, saj ga je bolel jezik. Bom poskusil. Hitel je odvijati svojo iglo. Ko jo je osvobodil iz trav in starega lubja, se je obrnil in se skušal približati bleščečemu drevesu ter z njo zarezati med lubjem in deblom. To pa sploh ni bilo tako lahko. Moral je biti namreč s hrbtom obrnjen k drevesu, da bi z iglo dosegel lubje. Toda tako ni dobro videl, kaj počne, saj ni imel oči na hrbtu. Obračal je glavo in se mučil. Želva mu je strani dajala navodila in skupaj sta počasi prihajala vse bliže in bliže ter uspela narediti prvi rez. Uspelo je dejala želva. Iglek je kar poskočil od veselja. Nič ni govoril, saj ga je bilo težko razumeti. Raje se je ponovno lotil dela. Želva in iglek sta se trudila in vztrajala. Napredovala sta čisto počasi, saj je bilo delo težko in zahtevno. Toda malo po malo se je kos lubja vedno bolj odmikal od debla in se nazadnje ločil od njega. Želva je brž namazala deblo z zdravilnim zeliščem tam, ker ga je iglek poškodoval, in si nato skupaj z iglekom ogledala odrezani kos. Bil je lep, dovolj velik in bleščal se je. To je bilo nekaj najlepšega, kar sta kdaj videla, poleg lesketajočih se kamnov in zvezdnih utrinkov. Iglek si je začudeno ogledoval svojo iglo in pomislil, da morda le ni tako slaba, saj jo bo lahko še koristno uporabil za kaj drugega. Če je namreč veliko ostrejša od zob in krempljev in če je nima nihče drug kot on, potem je morda vredna več, kot si je mislil, čeprav ima toliko težav z njo. O tem bo veljalo še razmisliti, se je odločil. Hitel si je pritrjevati novo lubje na rep. To pa ni bilo tako lahko kot prvič, saj je bilo to lubje mnogo trdnejše kot ono prej in se ni tako lepo prilagodilo repu. Botra želva je predlagala, naj lubje najprej dobro namoči v vodo, saj bi se morda tako zmehčalo. Iglek je storil točno to. Namočil je lubje v bližnji luži, želvo pa sta medtem pojedla malico, saj sta bila že pošteno lačna. Nabrala sta gobe in zelišča za želvo, nato pa sta se zopet lotila nameščanja lubja na iglo. Tokrat je šlo lažje. Lubje se je zmehčalo in se lepo prilegalo repu. Želva je predlagala, naj igle ne zapiči pregloboko v lubje, ampak raje poskusi zavezati vse skupaj na rep, da bo potem lažje prilagajal velikost, ko bo spet zrasel. Iglek je storil tako in po nekaj poskusih mu je končno uspelo. Nič, si je rekel, do doma bo šlo. Potem pa bo spet prosil očka, naj mu pomaga in vse skupaj bolj trdno zaveže. Iglek je opazil, da je že pozno in da se mora odpraviti domov. Zahvalil se je botri želvi za pomoč. Pomagal je odnesti gobe in zelišča do doma. Pomislil je,
kako je lahko srečen, da sta mu starša izbrala ravno njo za botro, ko mu je že tolikokrat pomagala s svojo modrostjo. Poslovil se je od nje, po poti pa sklenil, da ne bo drugim še nič govoril o tem, da je njegova igla ostrejša od zob in krempljev. Da ne bi kdo mislil, da se hoče z njo bahati ali pa strašiti. Naj vem za tole jaz, dokler ne bo pravi čas, da izvedo še drugi, je pomislil in hitel domov. Bravo, zmajček Iglek! Tvoja neomajna volja ter vztrajnost sta tisti vrednoti, s pomočjo katerih smo tudi mi lahko spoznali, da nekatere rešitve težav niso večne. Zato je včasih potrebno iskati nove in nove rešitve. Ampak Iglek je na svoji poti iskanja rešitve spoznal še nekaj izjemno pomembnega. Morda pa njegova igla res ni tako slaba. Me res zanima, kaj vse je Iglek spoznal in doživel še v ostalih, skupno kar 11 nadaljevanjih zgodb. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete prvemu in drugemu delu zgodb o zmajčku Igleku. Prijazno vabim k poslušanju. Lepo se imejte, bodite tudi sami vztrajni ter pogumni. Pošiljam vam pravličen Iglekov pozdravček. Čau, čau. Bravo, Iglek. Si pa res vztrajen. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo kar vsi skupaj poskušali razvedriti zmaja po imenu Zmaj, ki je žalosten in osamljen. Boste pomagali? Ja? Potem pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kdo ima rad zmaja? Pridi bliže in poslušaj. Še malce bliže. Še malce. Opa, preblizu, še zlasti, ker zmaj zdajle ni najboljše volje. Nesrečen zmaj zna biti malce bojevit in ognjevit v dobesednem smislu. Kaj če skupaj štejemo do 10, da se malce ohladi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veš, danes je vsakoletni festival prijateljstva. Zmaj se je tega praznovanja veselil že vse leto. Gre za enega najbolj veselih, najbolj prisrčnih in najbolj razborljivih dogodkov v letu. Ta dan preživiš s svojimi najdražjimi, se sprehajaš po tržnicah, poslušaš vesele glasbenike, obiščeš vedeževalko, gledaš viteške igre in dvorne norčke med žongliranjem in najpomembnejše, s prijatelji uživaš ob dobri hrani. Toda vsi zmajevi prijatelji so strašno zasedeni. Kam gredo vsi? O ne, pomahaj kuharjema v slovo. Poklicali so ju, da bi kralju in kraljici odnesla slastno večerjo. In glasne viteze so nazadnje videli in slišali, ko so odjezdili v začarani gozd. Hura, jupi, juhej! Poglej, kako odhajajo. Tako so zabavni in razigrani.
Nič čudnega, da je zmaj rad v njihovi družbi. Pošlji jim poljub, dokler jih še vidiš. Zmaju je zelo težko pri srcu. S tvojo pomočjo ga lahko razveselimo. Pokazati mu moramo malce ljubezni. Pokimaj z glavo in 2-krat pomežikni, če misliš, da mu lahko pomagaš. Hvala. Nameni mu par prijaznih in spodbudnih besed. Hej, zmaj, veš, kaj je čudovito? Ti, če tudi imaš slab dan. Zdaj pa ti. Položi mu roko na srce in mu reci nekaj prijaznega. Prikupen, prijazen, sijajen, enkraten. Odlično povedano. Iz njegovih nosnic se že precej manj kadi. Zdaj pa ga lepo pobožajmo po luskah. Veš, kaj me v takih dneh spravi v dobro voljo? Smeh. Povejmo mu kakšno šalo. Zakaj zmaji ne morejo igrati hokeja? Če bruhajo ogenj, se led stali. Ali smo ravno slišali, da je malce prhnil od smeha? Razvedrita me tudi poslušanje najljubše pesmi in ples. Morda je čas, da zaplešemo. Lahko se sučemo, migamo in se hihitamo, vse dokler nismo bolj veseli. Pokaži zmaju svoje najljubše plesne gibe in morda ti bo tudi on pokazal svoje. Migaj, suči se, hihitaj se. Čakaj malo, stop. Nekaj ni prav. Šment. Kaj se je zgodilo? Pa tako dobro nam je šlo. Ne skrbi. Kaj pa, če poskusimo topotati z nogami? Ne ustavljaj se. Topotaj naprej. Dobro si jo odnesel. Oba zmajem sta videti v redu. Dajmo si petke. Po toliko miganja in poplesavanja si vzemimo trenutek in nekajkrat globoko vdihnimo. V zmajevskem slogu seveda. Ulezi se na tla. Sprosti svoje luske. Vdihni skozi nos in izdihni skozi usta. Še posebej pazi, da ne boš bruhnil ognja. Opa! Mislim, da nam je uspelo. Zmaj se z našo pomočjo počuti bolje. Počakaj malo. Si slišal to? Slišati je, kot da zunaj vlada precejšen direndaj. Zdi se, da nekdo vzklika zmajevo ime. Zmaj! Zmaj? Tok, tok. Je kdo doma? Presenečen je zmaj. Za tiste, ki jih imamo radi, vedno najdemo čas. In tebe, zmaj, imamo neskončno radi. Pri takem slavju brez konfetov ne gre. Stresi knjigo in poglejmo, kaj se zgodi. Hura! Mislim, da je zdaj na vrsti še skupinski objem. Kaj praviš? Mi obožujemo zmaja. Ko enkrat zapreš knjigo, jo pridrži k sebi in jo močno stisni. Zmaj bi rad, da se tudi ti počutiš ljubljenega. Bravo, uspelo nam je! Najlepša hvala za vašo pomoč.
Ta prisrčna pravljica je v nas prebudila prijetne občutke prijateljstva ter topline. In včasih je to prav vse, kar potrebujemo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim prijetnim, zmajsko obarvanim pravljicam. In ne pozabite se naročiti na kanal. Lepo se imejte in bodite prijazni še naprej. Pošiljam vam Zmajev pozdravček. Čau, čau. O, simpatična slikanica. Bravo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav zagotovo nekaj posebnega, saj jo z največjim veseljem poklanjam 4-letni deklici Brini, ki je pravi knjižni mol. Draga Brina, tvoja ljubezen do knjig je nekaj res čudovitega ter navdihujočega. Knjige so kot skrivna vrata v nove svetove, ti pa jih z veseljem odpiraš znova in znova. In tako bomo prisluhnili Brinini pravljični želji, v kateri ima knjiga posebno moč. Moč, da spreminja pravila. Namreč spoznali bomo prijazno zmajčico Ruby, ki zelo vestno sledi vsem zmajskim pravilom. Krade vsem in z nikomer ne deli svojih zakladov. In živali so se tega naveličale in si želele spremeniti zmajska pravila. Jim bo uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Brino z naslovom Zmajska knjiga pravil. Nekoč, pred davnimi časi, je na visoki, samotni gori zelo majhna zmajčica čuvala velikanski zaklad. Ime je bilo Ruby in svojega zaklada ni hotela deliti z nikomer. Mogoče mislite, da je bilo to grdo, ampak Ruby je samo sledila pravilom v zmajski knjigi pravil, kot se za pridno zmajčico spodobi. Pravilo številka 1. Zmaji morajo biti vedno zelo strašni. Ruby je to obvladala. Lahko je prestrašila Gosko, da je perje frčalo naokrog. Malenkost. Pravilo številka 2. Zmaji morajo nakrasti veliko dragocenosti. Ruby se je na to dobro spoznala. Miže je lahko ukradla krono žabjega princa. Pravilo številka 3. Zmaji svojega zaklada ne smejo nikoli deliti z nikomer. Ruby je bila vešča tudi tega. Nihče si nikoli ni drznil približati se njeni votlini. Ampak njeno delo je bilo težko in samotno. Ves dan je morala krasti zaklade in jih vso noč čuvati. Ruby je bila zelo utrujena. Nekega dne je bila skoraj preveč zaspana, da bi šla krast. Potem pa je uzrla zlat odblesk. Pegas, krilati konj, je nabral košaro zlatih jabolk. Ruby jih je morala imeti. Voš! Zviška se je spustila nad košaro, jo zagrabila, zamahnila s krili in že ni bilo več. Sploh ni opazila, da je knjiga pravil padla iz krempljev. Naslednje jutro je Ruby segla po zmajski knjigi pravil, a je ni bilo. Ruby je zagrabila panika. Zmaji so zelo pozabljivi in brez knjige se ni mogla spomniti nobenega pravila. Iskala je zgoraj in spodaj in celo znotraj, ampak knjige ni bilo nikjer. Ruby je zajokala.
Samo pridna zmajčica je hotela biti, zdaj pa se ni mogla spomniti, kako se to dela. Če zmajske knjige pravil ni v votlini, je morda zunaj? Vse naokrog bo morala iskati, dokler je ne bo našla. Medtem ko je Ruby letala, so ji po licih drli potoki debelih zmajskih solz. Globoko pod njo so se Goska, Pegas in žabji princ spraševali, od kod vsa ta voda. Še nikoli nisem videla takega dežja, je rekla Goska. Premočilo mi bo krila, je rekel Pegas. To ni dež, je rekel žabji princ. To so zmajske solze. In medtem ko je reka naraščala, jim je nekaj priplavalo naproti. Zmajska knjiga pravil, je vzkliknil žabji princ. Ruby najbrž išče to. Ampak ta pravila so grozna, je rekel Pegas. Kradi, bodi strašen, tega ji ne moremo vrniti. Pa ji moramo, je odvrnila Goska. Knjiga ni naša. In medtem ko so tuhtali, kaj naj naredijo, so nanje deževale Rubyjine solze in sprale črnilo strani knjige. Zmajskih pravil ni bilo več. Tako se je Goski utrnila zamisel. Popoldne so s knjigo odpluli proti Rubyjini votlini. Videli so, da je Ruby doma. Njene solze so drle po gorskem pobočju. Težko knjigo so zvlekli vse do vrha gore. Potem so se nervozno ozirali naokrog in Goska je tiho zaklicala. Živjo! Ruby se je odzvala točno tako, kot so pričakovali. To pa ni bilo lepo, je rekel Pegas. Mar nočeš, da ti vrnemo knjigo? Moja knjiga, je vzkliknila Ruby. Močno jo je objela. A ko je pogledala vanjo, je bila prazna. Moja pravila, vsa so izginila. Preden je spet zajokala, je Goska predlagala. Morda lahko napišeš nova, pomagali ti bomo. Nova pravila? Je vprašala Ruby. Bodo prav tako dobra kot stara? Še boljša, je rekel Pegas. Tako jih je Ruby povabila v svojo votlino in skupaj so sestavili nova pravila. Ruby jih je pazljivo zapisala v knjigo. Od tistega dne je sledila novim pravilom v zmajski knjigi pravil. Z vsemi je bila prijazna. Delila je vse svoje zaklade. Najboljše pa je bilo to, da se je igrala z novimi prijatelji, kot se za pridno zmajčico spodobi. Kako prisrčna in pomembna zgodba. Zmajčica Ruby nas je spomnila, da se tudi pravila lahko spreminjajo, a le kadar odpremo srce in pomislimo tudi na druge. Deljenje ni izguba, je most, ki povezuje in prinaša veselje. Draga Brina, najlepša hvala za odlično pravljično željo. Naj te knjige še naprej spremlja na tvojih poteh, te učijo, tolažijo, razveseljujejo in ti pomagajo razumeti svet. Tvoja radovednost in ljubezen do knjig sta pravi zaklad, takšen, ki ga je lepo deliti. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Objemo Zaver, prijazno vabljeni k poslušanju.
Pravličen pozdravček Brini in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Rubi.